nekako se mi zdi, da za vsako ustvarjanje, za vsako ustvarjalno gesto moraš biti venti popukano iskren do samega sebe. Moraš do konca. Absolutno. To je tudi v bistvu izhodišče kritike. Ne? Se kritika mora biti, če je poštena, prvo kritika sama do sebe. Se pravi, kritika mora biti hkrati tudi ena analiza in vizija. 3:1. Kritiški podcast. Dobrodošli seveda v kritiškem podcastu 3:1. To je druga epizoda. Na začetku bi se mogoče samo zahvalil prijatelju oziroma kolegu Gregorju Kocijančiču, znanemu tudi pod umetniškim imenom Selgor, ki je malo spedenov džingl, ki ste ga slišali. Če ste ga slišali, v bistvu ne vemo še, če ga bomo uporabili. Ok, malo pauze, da lahko to režemo. No, in zdaj pa seveda lahko počasi že začnemo z našim današnjim podcastom. Tokrat ste se mi pridružili Klara Širovnik iz Večera in Anja Radaljac iz MMC RTV Slovenija. No, to so v bistvu mediji, kamor sta moji omenjeni gosti napisali kritiko knjige, o kateri bomo danes govorili. Gre pa za knjigo Eva Mahkovic z naslovom Toxic. Nek koncept tega podcasta je pač načeloma to, da naj bi se srečala dva kritika, dve kritičarki, ki sta imeli pač na tak ali drugačen način neke različne pristope do neke knjige. Mogoče je Toxic celo ena od knjig, glede katere je bilo v tem našem prostoru s tem še najmanj težav dobiti. Tako da lahko v bistvu, no, še preden začnemo, da mogoče kratka predstavitev. Klara Širovnik je literarna kritičarka in novinarka na Večeru, ukvarjaš se tudi dosti z nekimi socialnimi problematikami in tako naprej. Anja Radaljac pa tudi literarna kritičarka, urednica portala Animot, ki se ukvarja z vprašanjem živali, tudi urednica knjižne zbirke. Ne? Ja. No, v glavnem... Pisateljica sem še. To se mi zdi smiselno omeniti, glede na to, da je to moj primarni fokus v življenju. To je v bistvu res. V bistvu sem primarno pisateljica, ja. Naravno, nameravam začeti živeti samo od tega, kar je visoko leti cilj, ki mi bo gotovo uspel. Fakt, to je, kar ti naredijo ti okviri, ne? Ko si v nekem okviru. Tako si pohvalil mojo knjigo, vse posod didn't help. Fakt, to je ta profesionalnost, ne? Kritiški podcast. No, kakorkoli, dobrodošli obedve. Hvala. Ja, hvala za vabilo. Se pravi, mogoče bi začel, zanj sem sicer jaz bolj v tem uvodu knjigo predstavljam, ampak mogoče bi tokrat začel, čisto da vsaka od vaju predstavi pač neko lastno izhodišče, s katerim se je pač lotila te knjige, se pravi Toxika, pa ne vem, neke lastne pozicije v kritiki, sej mogoče, če čist na kratko, ne, Anja, ti si se mogoče lotila bolj z neke sociološke perspektive, Klara, ti si pa v bistvu se dosti ukvarjala z nekim tem odnosom do, recimo temu, instance, ne, pripovedovalke oziroma pripovedovalca in z nekimi implikacijami, ki iz tega izhajajo, ampak dobro, da ne polagam zdaj jaz, mogoče, če vidve na kratko predstavita svoji kritiki, pa mogoče pač neke izhodišče oziroma probleme, s katerimi ste se soočali. Lahko, Anja, ti kar začneš. Ja, jaz bom tako zelo iskreno rekla, sem začela Toxic brati z določeno skepso, potem, ker ni mi povsem uspelo prebrati na tak dan najbolj trpim Mastercard, ker mi ni bila knjiga dovolj, bom rekla, prepričljiva, no, da bi jo brala, tako da sem se Toxica lotila z eno tako skepso. In sem zelo vesela, da lahko po več kot 10 letih pisanja kritik še vedno rečem, da me včasih kakšne knjige presenetijo in Toxic je mene osebno predvsej presenetil. Predvsem zaradi kompleksnosti tega, na kakšen način se pač Mahkovic v njem loteva avtobiografskosti, ker recimo, če primerjamo na tak dan najbolj trpim Mastercard, recimo tam je šlo za neke Facebook zapise, kot se spomnimo verjetno, ne, in so bili v bistvu, se mi zdi, dosti bolj
žanrsko poenoteni, tudi dosti bolj tipičen način, se mi zdi, da je bil v bistvu izraza za avtobiografski žanr. Pri Toksiku pa se mi je zdelo, da v bistvu Mahkovič zelo stopi v literarno krajino, ki jo trenutno imamo in je precej naklonjena avtobiografski prozi. In se mi zdi, da je v bistvu to formo zelo veliko uspela narediti, tako da to je bilo eno od mojih izhodišč, ker se mi je zdelo, da v bistvu na nek način ona vzame samo sebe kot zelo z družbo in svetom speto osebo. Ti si rekel, da sem se lotila tega skozi sociološki vidik, ampak meni se zdi, da ne gre toliko nujno. Mislim, moj namen ni bil vstopati v dialog s to knjigo skozi sociologijo, ampak pravzaprav raziskovati, na kakšen način je pač tisto, kar je najbolj osebno, v resnici umeščeno v prostor in čas, na kakšen način nas to oblikuje. Zdelo se mi je zelo dobro, da je pri tem šla skozi zelo veliko nekih žanrov, od pisma, dnevnika do nekih v bistvu skoraj da wikipedijskih zapiskov, ki imajo tudi neke funkcije v našem življenju in se mi zdi, da je že s tem v bistvu skozi formo pritegnila v knjigo marsikaj od tega, kar pogosto ne razumemo kot neki avtobiografski izraz ali pa nekaj, kar nas intimno zadeva, ampak je v resnici, po mojem, definitivno del mozaika, ki sestavlja nek notranji svet človeka. Tako da to je bilo neko moje osnovno izhodišče, da sem v bistvu pristopila z določeno skepso glede žanra, ki se mi je potem zelo porušila, ker je žanr, se mi zdi, precej razgiban v tej knjigi. Mi je pa bil zanimiv tudi ta osebni vidik, tako da tudi o tem bi z veseljem govorila, samo pač kritika, ki si jo omenil, na MCC je omejena na 3500 znakov, nekaj takega 4000, tako da sem potem pač v teh okvirih pisala tisto, kar se mi je mogoče zdelo, da je za naš prostor manj značilno. No? Jaz pa bi za začetek mogoče rekla, da pravzaprav mi je bilo zadnjič, sem poslušala, se pravi prvi del podcasta, pa se mi je zdela zanimiva tudi ta trditev, da je namenjen na nek način tudi temu, da mogoče kritiziramo svojo kritiko, pa da se ponovno vprašamo, ali bi, če bi jo pisali še enkrat, spet napisali na tak način. Zakaj? Zato, ker se vemo, kritika v našem prostoru se zdi, kot da pogosto nekje tako malo obvisi, pa nišče se zares ne loti, pa rahle v zatonu, pa na časopisih več ni tako zelo cenjena, kot je bila nekoč in tako naprej. Tako da z tega vidika se mi to zdi fajn in še posebej zato, ker jaz pa sem se knjige Toksik lotila predvsem skozi to analiziranje bralske izkušnje, se mi zdi. Kot predstavnica neke generacije, ki se ne prekriva popolnoma z generacijo avtorice. Kar se mi je zdelo v tem kontekstu težavno. Zakaj? Zato, ker je delo izjemno kompleksno, in mislim, da je ta strah, da bi ga dojemali kot trivialno popolnoma odveč. Skratka, je kompleksno in obenem neko kraljestvo medbesedilnih referenc, tako na popkulturo, kot pač na literaturo, še zdaleč ne zgolj na trivialno kulturo. In ko pravzaprav odraščaš, pa tudi če eno desetletje kasneje, kot je odraščala avtorica te knjige ali pa pripovedovalka, se včasih počutiš izgubljenega. In to je po mojem mnenju zanimivost te knjige, da lahko bralca neka v prvi vrsti dojeta trivialna kultura, ki jo predstavljajo dive, pa pop zvezdnice, glasbenice, iznenadi do te mere, da se počuti kot nek vsiljivec v svetu, ki mu je bil do tedaj dobro poznan, se pravi ta literarni svet. Kar ste obedve izpostavili, tudi dost itak tega referiranja in na pop kulturo in Wikipedija in tako naprej. In imaš dostkrat vtis
Mogoče tudi je to zaradi prejšnje knjige, ki je bila v bistvu narejena iz Facebook statusov, kukor da se nahajaš mogoče na nekem socialnem omrežju, kjer in je v bistvu zdaj to vprašanje, ok, ne živimo pač v tej dobi, kjer je zdaj tudi na nek način zrasla oziroma postala autofikcija popularna. Tako da me samo zanima, kako je zdaj s tem po eni strani odnosom performansa oziroma dojemanje nekega lika kot performirajočega se ali nekaj, do nekega tega okolja, v katerem pač ti veš zaradi neke svoje zunaj tekstualne umeščenosti, da zraste iz njega ali pa da se nahaja to okolje. Jaz bi tu morala malo poseči preprosto samo z enim svojim odnosom do literature nasploh. Pač jaz kot pisateljica in kritičarka se mi zdi, da sem v neki tej dvojni poziciji, pa gledam precej drugače na to zadevo. Ravno kar sem v bistvu zaključila tekst, ki je po mojem mnenju zelo, zelo autobiografski, ampak je popolnoma fiktiven obenem. In bi predvsem opozorila na to, da se mi zdi, da imamo problem pri autofikciji točno s tem, kar si prej izpostavil. Zaupamo, mislimo, da je to res in tako naprej. Ampak jaz pač mislim, da se moramo pogovarjati pri literaturi pa sploh o tem, do kakšne mere je subjektivno izkustvo sploh dostopno in koliko ga je sploh mogoče posredovati nekomu drugemu. Tudi v primeru, da svoja neka notranja doživljanja ne v literaturi, ampak recimo v nekem intimnem pogovoru nekomu zaupaš, je to vedno znova preprosto samo neka vsebina, ki pride v neki prostor in neha biti istovetna s tabo. Nemogoče je v polnosti posredovati svoje lastno izkustvo. In se mi zdi, da je ravno zaradi tega meni bilo fascinantno, na kakšen način Eva v bistvu razgradi ta žanr autofikcije, kako ga v bistvu razpre v tej osnovni laži, bi rekla. Da je v bistvu autofikcija tisto, kar posreduje avtentično izkustvo. Ne? Recimo, mogoče to zdaj ne želim postaviti sebe zdaj v nek fokus, no, ampak enostavno bi dala svoj oseben primer, ker je pač moč iz tega lažje govoriti. V mojem romanu, ki kot pravim ima popolnoma fiktivno zgodbo, je recimo prizor, kako sedim ob truplu svoje babice, ko je umrla pač, in kako gledam, da se ji dviguje in spušča prsni koš. Jaz sem imela fikcijo v glavi, da se nje še vedno dviguje in spušča prsni koš. In jaz sem ta prizor napisala v ta roman, ki sem ga pisala na dosti nekonvencionalen način, direktno potem, ko se je to zgodilo. Ampak to ni bila več ta izkušnja. Jaz nisem lagala, nič nisem prikrivala, ampak preprosto ta zmožnost posredovati sebe skozi jezik je pač popolnoma iluzorna. Tudi v bistvu ne moremo sebe posredovati niti skozi celoto vsega, kar zmoremo, niti skozi gib, niti skozi stik. Ne? In v bistvu vedno znova, če se dobro opazujemo sebe in druge, vidimo, da nekaj performiramo. Tudi zdaj, ko se tu pogovarjamo, performiramo, smo v nekih vlogah. In preprosto zato se mi zdi pričakovati, recimo, da bo nekdo upisal v tekst svoje izkustvo, se mi zdi v bistvu nemogočeno. In se mi zdi, da to na nek način lahko pomeni samo pač nek nemogoč cilj, nedosegljiv cilj. No. In za bralko in za pisateljstvo. No, mislim, potem je v bistvu naslednje vprašanje, ki iz tega zares sledi, kaj pomeni uspešen performance, česarkoli že. Pa vprašanje glede toksika za obe v resnici, kaj se po vašem mnenju tukaj zares performira v tem tekstu? Jaz osebno bi rekla, da se v toksiku performirajo točno to, kar Mahkovič dobro opiše, smeti iz njene glave. Dobesedno utrinki stvari, ki jih ona nabere in jih da v tekst. In so v bistvu po mojem mnenju zanimivo in vsebinsko oziroma konceptualno, idejno dobro pričevanje tega, da pravzaprav vse konstantno obstaja skozi neke fragmente, ki jih poskušamo sestaviti v neko sliko. Jaz ne verjamem, da obstaja nekaj takega, kot je uspešno performiranje česarkoli. Preprosto se mi zdi, da stalno bivamo in
lahko bivamo na ta način, da smo bolj ali manj skladni verjetno z svojim notranjim stanjem, notranjim doživljanjem ali z svetom in kontekstom ali nekje na preseku. Ne vem pa, kaj bi to pomenilo bolj ali manj uspešno performiranje v tem smislu. Vprašanje je bilo, kaj se performira. Mogoče se potem, mislim jaz, kar sem se jaz spraševala, kaj performira ta pripovedovalka. Ne? Zdaj govorimo o autofikciji, zagotovo potem je na nek način to tudi avtorica. Se mi zdi, da je tu res pomembno pogledati ta kontekst, zakaj performira sploh, kje je ta srž tega, ali pa ta zagon za to, da se čuti recimo neka sodobna pripovedovalka, sodobna ženska performirati v svetu, v katerem živi. In potem tu se spet navežemo na vse te mislim na vse te reference zunanjega sveta, ne, ki jih tako zelo dobro v bistvu uvede v samo delo. Zagotovo zaradi nekih pričakovanj družbe in pričakovanj, ki izvirajo iz same pripovedovalke. Ne. Saj, mislim, da ne vem, kako to sploh povedati, kaj se performira. Ona se, po mojem mnenju, se pripovedovalka v tem delu performira kot neka oseba močno, niti ne podvržena, podvržena tem popkulturnim referencam, času, v katerem je odraščala, obenem pa želi zavrniti tudi te neke vplive višje kulture, no? če jo tako imenujem, kulture, ki ni množična. Ampak se mi zdi, da iz samega besedila, iz tega, na kak način sporoča o množični kulturi, ve neko močno dejstvo, da tega performansa ne bi bilo, če je ne bi odločno zaznamoval kanon, ki ga na nek način zavrača. Zdaj sem to tako nabluzla, da sploh... Moram reči, da sploh ne vidim, kje ona zavrača kanon. Ne. Tako da mogoče, če ne vem, še kaj poveš o tem? Mislim, da to celo zapiše na nekem delu v knjigi, ne? To je precej neposredno izraženo. Mogoče iz vidika tega je zelo drugače razumem. Mogoče ni zavračanje, oprosti, da te prekinem, ni zavračanje prava beseda, ker ne bi mogli reči, da ga zavrača, ne, glede na to, koliko nekih referenc nam daje, ne? Jaz mislim, da gre v bistvu tu za neko drugo zadevo in sicer za to, da ona zavrne kanon kot patriarhalno strukturo, ki se je vzpostavljala skozi stoletja in stoletja. In ta patriarhalni kanon je preprosto nekaj, s čemer ona ne more korespondirati in kar ne opoveduje njenega izkustva. In zaradi tega je ta kanon zavrnjen, seveda to je pač v bistvu v neki sodobni teoretski pristopi popolnoma klasičen in logičen in nujen postopek, se pravi zavrnitev tega kanona na tej ravni, na tej ideji, ampak hkrati gre za vzpostavljanje, to sem hotela reči, ne smemo enačiti visoke kulture in kanona, to je zelo, se mi zdi pomembno, da ohranimo distinkcijo, ker visoka kultura ni nujno kanonizirana, ampak je kanon pravzaprav tisto, kar ostane na situ potem, ko na umetnost delujejo družbeni vplivi in politični vplivi. In ona pravzaprav, kar počne, je to, da poišče tudi iz visoke kulture in v bistvu iz zgodovine druge primere nekih visokih duhovnih ali pa literarnih ali pa umetniških praks in v bistvu vzpostavlja neko sporedni kanon, to je ena stvar. Druga stvar se v bistvu sprašuje, se mi zdi, tam, kjer govorijo o teh pop referencah, na kakšen način je mogoče sociološko razumeti te vplive, ki jih ta kultura ima. In a res lahko rečemo, da je popolnoma trivialna in banalna, vkolikor zelo močno oblikuje kulturo in na kakšen način seveda potem kakšne osebe v bistvu nastajamo zaradi tega, ker in kakšna je moč pač recimo neke take pop kulture, obenem pa se mi zdi, da se tudi pokaže neka dvojnost rehabilitacije pač nekih ženskih likin iz pop kulture, ki jih tudi jaz nisem poznala večino, no, ampak v bistvu rehabilitacija teh nekih likin,
ki so imele nek dvojni sloves ali pa so bile zaradi tega, ker so ženske tudi v show biznisu v bistvu prikazane zelo drugače in receptirane zelo drugače kot njihovi moški kolegi. In mislim, da se s tem v bistvu ukvarja, da se ukvarjajo v bistvu s problemom ženske skozi zgodovino in zelo težko v bistvu črpa neke starejše vire, zaradi tega, ker je teh virov zelo malo ohranjenih, ker se pač zaradi političnih in kulturnih okoliščin niso ohranili. In v bistvu se mi zdi zelo zanimivo, da potem poišče ene take zelo obskurne primere v tekstu, da o njih govori in da te primere legitimira. Tudi z tega vidika se mi zdi recimo zanimivo in ne samo nek odvod nekega kiča to, da recimo skozi celo knjigo gledamo to podobo Marije kot te device Marije. Se mi zdi zelo, v bistvu se mi zdi zanimiva politična gesta, ne samo mogoče nek kičast ustavek. No. Zdaj to zelo dolga misel je bila, pa sem zdaj malo Ne, sej v bistvu smeru. Ja, mogoče bi se navezal, zato ker smo, mislim, da prišli do nečesa, kar je pri tej knjigi dosti osrednjo, ne, se pravi pač čist neka ta, ko bi rekel, konstrukcija neke osebnosti čez pop kulturo iz nekih različnih smeri, zato ker v bistvu zdaj vprašanje to, ne, a je, ker govorimo o neki iskrenosti, konstrukcije osebe in tako naprej, a je tukaj pop kultura pač res vse? A je to zdaj, mislim, sej po drugi strani spet, a je to pravo vprašanje, ali gre tukaj samo za nek ta fokus, v redu, poglejmo, kako bi se sperformirala neka oseba, če bi pač vzeli neke momente iz pop kulture, ampak hočemo vprašati nekaj drugega. In sicer zato, ker se mi zdi, da je mislim, doskrat v slovenski literaturi naletiš na to, da se mogoče pač ubeseduje neko izkušnjo višjega srednjega ali pa srednjega razreda čez neko to odsotnost te, kako bi rekel, družbene prizme oziroma pozicije, ki pač omogoča tak pogled. Pa me zdaj zanima, a to v tej knjigi manjka oziroma a to v tej knjigi vidiš oziroma vidite? No? Ne vem, če čisto razumem zdaj vprašanje, ga lahko... Če je, ker se mi zdi, da tega v knjigi, se pravi, ni toliko prisotna ta pozicija, ki recimo omogoča tak pogled, tako perspektivo, se pravi to, da si ti v bistvu v glavnem konzument pop kulture in da te to popolnoma pač osebnostno določa. Zato, ker se mi zdi, da ti v svoji kritiki vzpostaviš glih to, da je mogoče potrebna, da za tem stoji pač neka razredna pozicija, ki pač omogoča tako pozicijo ali tako izgradnjo osebnosti. Razumem. Kaj pa vem, ne bi rekla, da je... Se pravi, zdaj bom zgolj preverila, če razumem popolnoma vprašanje. Ne? Nikoli ne bi trdila, da je zgolj nek določen razred tisti, ki lahko konzumira to obliko umetnosti. Ne? Kar mislim, da kažejo vse raziskave gledanosti na televiziji, ne? Ki je potem pogosto povezana tudi, če pogledamo posamezne programe, posamezne tipe oddaj z neko, rečemo, izobrazbeno strukturo. Ne, se pravi, človek, ki je gmotno priskrbljen, ni edini človek, ki ima čas, voljo in energijo konzumirati neko množično kulturo. Ne. To lahko počnemo vsi. Ne, se v bistvu sem mislil itak. Ne, ne vem, to sem zgolj preverila, če te prav razumem. Ne, samo pravim, ne, pač v neki konstruiranju oziroma performiranju te osebe, ne, se pravi, ima pač, kako bi rekel, ne, pač ta neka pop kultura res v srednje mesto, pa me je samo zanimalo, a zdaj tukaj zaznavaš oziroma zaznavata pač to odsotnost nekih družbenih pogojev ali nekaj za tak pogled oziroma pač za tako performiranje kot problematično ali pač ne? Ne, zaradi tega, ker mislim, če jaz pravilno razumem tvoje vprašanje, Mahkovic v resnici to, kar ona performira, je po mojem ogledalo tega, kaj kapitalistična družba poskuša performirati. In zaradi tega ravno jaz vidim ta razloček med Evo Mahkovic kot neko stvarno osebo in Evo Mahkovic kot osebo v knjigi, a ne med to fiktivno likinjo, ker
gre v bistvu za to, da nastaja karikatura ravno iz teh družbenih okoliščin, ki jih ti omenjaš. Ampak jaz mislim, da imamo mi problem v naši kulturni sferi, da pretirano razumemo visoko umetnost ali pa neke mislim, da smo zelo kulturno zamejeni in da nimamo realnega stika, mogoče ravno z tem, kaj sploh pomeni množična kultura, ker množična kultura pomeni ravno tisto, kar je množično dostopno ljudem. Tudi tisto, pač, po čemer ljudje posegajo najpogosteje in verjetno dosti več kot po povprečni slovenski knjigi, recimo. In se mi zdi, da v resnici ona ravno z navajanjem teh referenc kaže, kakšna oseba se skozi te družbene mehanizme performira, ker popkultura tudi ni nekaj, kar je pač odvezano od nekih politično-družbenih struktur, ampak so ravno v ta del kulture zelo jasno opisani neki sistemi mišljenja in sistemi razumevanja sveta. In zaradi tega jaz vidim to osebo, ki se skozi to performira kot eno tako zelo grozljivo karikaturo v bistvu tega, kaj bi ženska v tej družbi ne bila in pomenila. In v bistvu meni je v bistvu ta oseba, ki nastane, grozljiva, no, in zelo tragična. Mislim pa, da učinkuje ravno zato, ker je spodsekano marsikaj od tega, kar Eva Mahkovic kot profesorca na AGRFT, recimo, ali pa pač doktorca znanosti, pač verjetno ve in sicer konzumira in pozna. In se mi zdi, da performira ravno to, s čemer se mi zdi, da naš kulturni prostor v resnici nima zelo veliko stika in se mi zdi, da živimo v enem takšnem balončku, no, glede tega. Kaj pa vem, jaz bi pa rekla, no, da zdaj, če te prav razumem, do kolikšne mere potem ti kot bralka pa kritičarka dojemaš, da je to tista kultura, se pravi te popkulturne reference, nekaj, kar ni tukaj zgolj za performance, da dobimo mi na koncu tega romana recimo, da neko osebo, ki se skozi pač to konzumiranje danih vplivov izoblikuje, ampak je to nekaj, kar ena oseba pač preprosto konzumira, ne zato, da bi performirala, ampak pač, ker si tega želi? Jaz mislim, da je pravzaprav to tisto, kar do nas prihaja in kar v taki ali drugačni meri vsakdo od nas jemlje nase. In se mi zdi, da je to v nekem nujnem odnosu konstantno. Ne vem, do kakšne, mislim, jaz osebno berem to knjigo precej na način, da ona vzame popkulturo kot gradnike tega, kar potem sperformira kot to Evo Mahkovic. Sicer jaz osebno nisem doživljala, da je fokus na popkulturo tako zelo velik, ker je precej nekih njenih spominov notri. Meni so zelo zanimive scene, kjer ona v bistvu potuje v neko svojo notranjost, vzpostavlja neke metaforične notranje pokrajine, recimo, in te zadeve se mi je zdelo, da to ima kar močan pečat na knjigo. Ampak jaz mislim, da je to preprosto nek del kulture, ki ga vsaka oseba skoraj v naši družbi gotovo v neki meri konzumira, jemlje nase, je pa potem zelo pogosto ravno v kulturni sferi pač izčiščeno. Recimo, se mi zdi, zato mi ni učinkovala knjiga, recimo na tak dan Najbolj trpi Mastercard, ker se mi zdelo, da je samo to pustila, da je bila v bistvu samo ta neka banalnost in da ni imela neke globine tista knjiga v resnici, oziroma precej manj kot ta, no, da je v bistvu povsod praskla po površini. Ampak tu pa se mi zdi, da ravno poskuša dati na površje to, kar osebno mislim, da večina od nas ima neko področje iz te kulture, ki nas zaznamuje in oblikuje, ampak se mi zdi, da pač elitizem v kulturni sferi ali pa umetniški sferi to zelo odreže. To preprosto čisto odreže in se mi zdi, da je njena knjiga potem ravno zaradi tega se mi zdi, da pride to potem, ja, bomo to brali kot trivialno delo. Ampak ravno zaradi teh, jaz mislim, da zaradi tega, koliko je predsotkov
in nekega res elitizma. Mislim, da je to najboljša beseda, elitizma v umetniškem prostoru, v sceni. Ja, mislim, da tu zdaj se razumeva ali kakorkoli, mislim, veš, kaj hočem reči, še razumeva kot... Strinjava. Ja, strinjava, da pravzaprav, jaz na tak način, pa zdaj bom morda to preveč preproščeno povedala, kakorkoli, ampak to jaz nekako dojemam kot srž te knjige, ne? Se pravi, to je ena oseba, ki se je močno do neke res bistvene mere sooblikovala z popkulturo zgodnjih 2000-ih. In celo življenje, ki ga je živela od takrat naprej, recimo po srednji šoli pa na faksu, je nekako prigovarjalo, ne, to ni dovolj. Ampak to ni izpodbilo tega neizpodbitnega dejstva, da so to bila leta, da so to bili vplivi, ki so jo zaznamovali in tega se ne more otresti vse do današnjih dni. In potem tu pride na površje ta, recimo, po mojem mnenju, res zelo zanimiva spremna beseda Mance Renko, ne, ki piše, da se je Eva izmojstrila, mislim, da v tej umetnosti trpljenja. Ne. Se pravi, vzeti to popkulturo kot nekaj povsem legitimnega in ne tega odriniti na stran zgolj zato, ker ne sodi Evo v kanon, ne, pa se zdaj... No, to se mi zdi, da je recimo en velik problem, ne, da recimo to vrstni vplivi bi naj bili nelegitimni in zelo velikokrat so tudi nekako odpravljeni, zmanjševani, odrinjani na stran. Mislim, da je tudi zelo ključen ta termin deklištva, v bistvu dekliškosti in mislim, da tudi ženskosti, če se spet na to Marijo navežem, tudi recimo, ne mislim to Devico Marijo, v bistvu vsega, kar je žensko in nasproti tega je ta neki kanon, teh, ki pa je v resnici plejada nekih moških imen, moških likov, vrednot in tudi v bistvu percepcija sveta, percepcije ženskih likov kot takih. Zakaj bi nej in v bistvu na kak način se nej organsko pravzaprav povežeš z nečim takim. In v bistvu se mi zdi, da je problem, ki ga ta knjiga odpira s čem naj se v bistvu mlada ženska ali pa ženska nasploh v bistvu poveže v tej kulturi. Zaradi tega, ker pač, jaz se opravičujem, ampak jaz se res ne najdem več v teh knjigah. Mislim, jaz se res ne najdem, jaz prav načrtno zdaj kot kritičarka, jaz izbiram še pač naslove ženskih avtoric. Ne berem moških avtorjev več skoraj, če mi ni nujno potrebno, zdaj trenutno berem eno knjigo in trpim. Enostavno vidim, da, mislim, dolgo časa sem nastopala v javnem prostoru kot feministka, ampak nisem tega dejansko sploh, v resnici nisem vedela, kam točno se obrniti. Tudi ko sem gledala, kdo so v našem kulturnem prostoru, neke reference, ki so meni recimo v moji generaciji ali pa ne vem tako, ki so mi blizu, sem najdevala te neke moške like in potem sem videla, koliko je to avtošovinistično na neki točki. In zaradi tega recimo se mi zdi, da je to zelo pomembno vprašanje, če so nam dajali kot osebam, ki nas dojemajo skozi anatomijo kot ženske, če so nam dajali vplive, kot so Girls in Midve z mamo in te neke serije in Britney Spears, potem smo pa nevredne, ker smo se s tem poistovetile, na drugi strani imamo pa kaj, mislim, to, kar so v bistvu moške vrednote, moški klasični avtori, ki so v resnici sproducirali večino tega, kar je trenutno narobe v svetu, zaradi militantnosti, zaradi imperializma, zaradi kolonializma, to so vse v bistvu, to je vse dediščina v bistvu moških politik in moške umetnosti. In v resnici ne vem, s čem ne bi se tukaj identificirala. In potem pač, če se hočeš z nečem začeti na novo identificirati, moraš seveda poiskati nove pač umetniške tekste, umetniške reference. In mislim, da tu mogoče Evi zmanjka. Tu se mi zdi, da je mogoče zmanjka, da bi lahko bilo mogoče več tega, kaj so v bistvu trenutno vrhunske avtorice, umetnice, kaj bi bila dobra alternativa konec koncev v bistvu temu deklištvu. Kaj je dobra alternativa za nekoga, ki želi preseči v bistvu te patriarhalne modele, ker ona jih želi preseči. In se mi zdi, da v enih delih ima dobro to nakazano, v drugih pač se mi zdi, da tu ji pa zmanjka. No. Mislim, predvsem, omenila si deklištvo. Tu pa se moram zdaj spet k svoji bralski izkušnji, ki smo jo na začetku omenjala, vrniti. Tu pa je meni zmanjkalo. Ravno zato, ker ta roman, poleg tega, da je avtofikcijski, tak na nek način tudi kot neki generacijski roman skoraj dojemam. Ne vem, kaj bi vidva rekla na to. Pred taki
antiherojski generacijski roman. Zakaj? Zato, ker je tako močno vezan ravno na to, kar si omenila, na te vplive na deklištvo, ne? In to deklištvo se je odvijalo točno v nekem določenem obdobju, s točno nekimi določenimi imeni, ki če ti niso znani, če jih nisi pač izkusil kot oseba, jih težko pogooglaš, veš, kaj hočem reči, ne boš dojel celotnega romana na tak način, kot bi ga moral, ne? In tu pa je meni zmanjkalo kot bralki, kot kritičarki, to kar priznavam. Kaj, da lahko jaz samo vprašam nekaj, oprosti, katera generacija si točno ti? Jaz sem Zdaj si v 20 nekje. Jaz sem stara 27. Dobro, pa smo vseeno bližje, kot je zvenelo, ker zveni, kot da se Ne, ampak, pogovarjaš. Veš kaj, kako se mi zdi, tu se desetletja pozna pri popkulturi, ne, se vidiš. Pač... Dobro, desetletje se, ampak okej, se nisem te bi se hodila vprašati, koliko si stara, hodila sem te vprašati, kaj je bila skozi tvoje odraščanje, dobro, jaz sem zdaj stara 34, da mi da smo 7 let narazenja. Pač zanima me, kaj je bila izkušnja družbenega spola, ki je bila tebi posredovana, oziroma kako si ti to doživljala, oziroma... Vidiš, jaz se mi zdi, da sem ravno nekako, hvala Bogu, zaobšla ta trend in te vplive, kar je tudi v knjigi po mojem super posredovano, nekakega poskušanja vplivanja na izgled telesa. Se pravi, low-rise jeans, piercing v popku, popolnoma round trebuh. Tega jaz kot odraščajoče dekle, mislim, se ne spomnim, da bi bila podvržena do take mere tem pritiskom. No? Ampak nasploh me zanima širše gledano, kaj vse, ker to je zdaj pač en vidik, pa v Toksiku je res močno, ampak če se pogovarjamo o deklištvu, kaj je pomenilo deklištvo, kaj tebi pomeni deklištvo kot osebi, ker si odraščala v nekem mogoče pač 5 do 10 let za nami, recimo za mojo generacijo, dobro, še malo starejši, gremo se zdaj. Ampak ne, pač kaj ti je kot celokupno, razumeš, še vedno obstajajo tudi zdaj, oziroma zdaj se mi zdi, da vedno bolj pač spet družbeni spoli, pač na kakšen način si doživljala, da je oblikovan družbeni spol ženske, pač. To je zdaj tako široko vprašanje, kot da me vprašaš, kaj je svoboda. No, samo da se ne zaciklam popolnoma, povej mi, v 2 stavkih, recimo, kaj pa tebi pomenilo deklištvo? Meni je pomenilo deklištvo biti oseba, ki mora načeloma biti poslušna, pridna, delavna, nežna, mirna. Povezovala sem ga še vedno s tem, bile so jim posredovane vloge materinstva, ljubezni, romantične ljubezni, recimo, neke take zadeve, pač taka neka identiteta, s katero jaz nisem nikoli vibala, recimo v resnici. Bil je neki tip mode, tip oblačil, v bistvu interesi zelo zoženi na zasebno sfero, to je bilo recimo za mene še vedno zelo pomembno, tudi recimo trenutno sem imela neko izkušnjo, sem se pogovarjala še za 10 let mlajšo generacijo, se pravi z ljudmi, ki so zdaj stari 18, ker sem se pogovarjala z to matransko generacijo, pa so mi iste vrednote v bistvu mlada dekleta posredovala, da njim so najbolj pomembna družina, ljubezen, partnerski odnosi, prijatelji. In to je bilo zelo značilno in specifično zamejeno na ženski družbeni spol in to so mlada dekleta govorila, medtem ko so fantje izražali recimo več interesov do politike, z nekih zunanjih okoliščin, lastne vloge v svetu biznisa, nekega takih zadev. Tako da se mi zdaj prišlo, v bistvu meni osebno predstavlja to skupek vrednot in sporočil tega, kdo naj bi bila in kaj naj bi bila in pač realno tudi v tej kulturni sceni, recimo sem jaz zelo velikokrat bila deležna tega, da moje vedenje ni skladno s tem, kakšen ne bi bil moj družbeni spol, konkretno, da sem preveč agresivna v svojem nastopu, preveč odločna, preveč ambiciozna, preveč. Mislim, da je bilo eno od teh ključnih besed, mislim, da je preveč. Pač, kot ženska si zelo hitro bila preveč, vsaj v moji generaciji, pa to, kar zdaj gledam pri zoomerjih, se mi zdi zelo podobno. Ne vem pa, kako je bilo karkoli je vmes.
Ne, vse, kar sem želela povedati s tem generacijskim razponom, ne, je to, da ona res zelo specifično v delu navaja te reference. Ne, poimensko, recimo točno določeno osebo iz točno določene serije, ki je bila takrat prisotna, ne, in vpliv tega lika, te osebe na njo. Ne, in tu sem samo želela povedati, da ne zmorem popolnoma zaobjeti tega, ker je moja izkušnja pač zelo drugačna. Malo smo zašli v prostor. Ja, super vse to, zato ker se mi zdi, da so vse te stvari, ki ta knjiga pač tako zbuja v razmislek, ampak jaz bi se tukaj spet vrnil pač na neko to, na čisto vprašanje pač te razredne pozicije, ker tole pa nočem sploh zamejevati konzumiranje pop kulture na kakršenkoli razred ali karkoli, ampak recimo tudi v knjigi so neke te kot ponotranjene zahteve, ki pridejo v smislu in pač skrbi za videz in operacij in mode in tako naprej. In stvari, ki si jih pač ti moraš privoščiti in pač ta hashtag ratal, ko vse to ponotraneš, ampak ti si spet lahko te stvari lahko privoščiš, če imaš pač nek kapital pač na kakršenkoli način. In zdaj me samo zanima, o vsem govoru o tem, ti si omenjala pač tudi to konstrukcijo ženske oziroma mlade ženske. A je to nekaj, kar pač, a v tej knjigi to manjka, oziroma bi moglo biti v tej knjigi tega več? No? Se pravi, tega reflektiranja, tega družbenega razreda. Pa ja, čist nekega, mislim, sej so neki momenti iz otroštva. Razreda, ampak misliš? Ja. Misliš po liniji klasizma, pač, oziroma v koliki meri razred prispeva k temu, na kak način? Mislim, v koliki meri, recimo pač tako kukorkoli, vse te zahteve, ki jih pač ona izraža, kot da jih mora uresničevati, se mi zdi, da pridejo na podlagi tega, da pač da lik ima da lik, ki se performira, pač ima nek denar. In pač tukaj zdaj to vprašanje, ki je pa mogoče odsotnost v tem romanu, odkot to pride oziroma kako, zakaj o tem ni govora? A je problem, da o tem ni govora? Ja, ne, čakaj malo. Zahteva prihaja do kogarkoli, ampak nima vsaka oseba možnosti realizirati te zahteve. Ne? V bistvu zahteva tega, da najboljš, naprimer, konkretno kot ženska, vidka, imaš raven trebuh, imaš perfekt poteze na obrazu, imaš lepe, dolge, goste lase, imaš to, imaš ono, imaš tretje, prehajajo do vseh oseb tega spola. To se strinjamo, ampak vprašanje je realizacije tega, koliko je to možno realizirati. Ja, pač gotovo, jaz mislim, da pač je knjiga v tem smislu gotovo premalo intersekcijska, da pač premalo oziroma, kako ne rečem, ona res govori iz neke izkušnje, ki je pač personalna, ampak zato, ker je to personalna izkušnja, se mi zdi, da bi bilo lahko problematično. V resnici, če bi poskušala performirati, kako bi recimo to funkcioniralo pri neki osebi iz nekega drugega razreda, definitivno pa nima v bistvu, ta knjiga nima po mojem dovoljšnega momenta v bistvu intersekcijskosti, razumevanja tega, na kak način različne obremenitve vplivajo na človeka, se pravi tudi razred, tudi recimo nacionalnost, ker recimo o tem naprimer Matkovič piše, o nacionalnosti kot enem dejavniku, ki človeka zaznamuje, potem lahko imamo recimo veroizpoved, lahko imamo ne vem, ableism, naprimer, pač se pravi da si abled body. Skratka, veliko je teh nekih obremenjenosti, ki jih pač ta knjiga absolutno ne upošteva. Se pa sprašujem, do kakšne mere bi bilo smiselno, da bi jih, glede na to, da gre za personalno izkušnjo, lahko pa tudi, je pa tu, kar mi je tu zanimivo vprašanje, to, v kakšni meri je ona to, oziroma je likinja Eve Mahkovič to sposobna reflektirati. Oziroma, ali lahko pričakujemo od osebe, ki se bo pač v bistvu oblikovala in vzpostavila skozi te družbene mehanizme, da bo to reflektirala. Ker jaz mislim, da tega ne moremo pričakovati in to je del problema. Ampak tukaj je razlika lik pripovedovalec, se mi zdi, da in tukaj na tej točki ne pride do te refleksije. Ja, pripovedovalka in likinja sta po mojem predvsej prepleteni in absolutno tukaj, se pravim, jaz mislim, da bi tukaj gotovo, ne vem na kakšen način, ker je personalna pripoved in se mi zdi čisto izvedbeno, si poskušam predstavljati, kako točno to izpeljati, ampak ja, se mi zdi, da bi lahko bil pač neki
prostor za v bistvu intersekcijskost izkustva. Ne? Sej, ravno to je tudi, mislim, mogoče malo pride s temi, ne morem si zapomniti, kako se reče, tem ženskam, ki so se zazidale na pokopališčih, kako se jim reče, da to opisuje, no meni je to čisto fascinantna zgodba, no, pač v enem odlomku ona opisuje, kako so se ženske zazidale v bistvu ob pokopališčih v neko sobo in so jim samo hrano nosili tja in one so v bistvu živele kot neke puščavnice, popolnoma pač zamejeno. Tam se mi zdi, da res predstavi neko izkustvo, ki nam je čisto bizarno. Tako da zdaj, če je to našla, potem sprejmem recimo to, kar praviš. Ne? Verjetno bi lahko našla način, kako upovedati v bistvu izkustva recimo ženski iz drugih okolij, z drugimi obremenitvami in zaznamovanostmi. Česar ne delate, da tu se mi recimo zdi, da tu bi bil prostor, no, definitivno bi bil prostor, da se to naredi. Pozvali za deležbo. Ampak ja, to smo zdi zanimivo in v bistvu vprašanje, da sem... No dobro, ponovi vprašanje. Se pravi, a si zastavi na neke točke vprašanje, kaj vse pogojuje način, na katerega performira osebo Eva Mahkovič. Se pravi, da ni to morda samo zahteve družbenega spola, ampak da je tukaj tudi neki razredni moment, ki ji omogoča, da se performira na način, kot se performira. To se mi zdi vprašanje, o katerem bi bilo zanimivo razpravljati čisto literarno-teoretsko, koliko to dejansko je, kaj je tu dejansko vidno skozi knjigo. Jaz mislim, da ne dovolj, zaradi tega, ker se mi zdi, da bi tu res, tako kot sem omenila, lahko bil večji razkorak v bistvu med pripovedovalko in še vedno pač tem personalnim likom do te mere, da bi pripustila te izkušnje, ne? In da bi torej v bistvu tu se mi bolj postavlja vprašanje, koliko je avtorica sama razmišljala v bistvu o teh vprašanjih. Koliko je avtorica sama se vprašala, ali želimo povedati specifično izkustvo, samo moje izkustvo, a želim upovedati v bistvu samo s spolom pogojeno neko izkustvo, ali želim upovedati neko splošnejše izkustvo. In zakaj? Ker ja, tu se mi zdi, da sigurno je to zelo ozko izkustvo, no, kar ona opoveduje, ne? Zaradi tega, ker v bistvu zmanjka zelo veliko nekih dejavnikov družbenih in političnih, to, kar izpostavljaš, ne? V bistvu nekih drugih struktur, ki so verjetno vplivali na njo. In recimo, mislim, da predvsem bi rekla, da je problem to, da ona ne izpostavlja svojega razreda, konkretno recimo kot nekega, ali pa svojega v bistvu, ne vem, lokalnega okolja, recimo umeščenosti v ljubljanski prostor, se pravi odnosa med, ne vem, centrom in periferijo, ne vem, lastne belskosti, telesne zmožnosti, te stvari v bistvu, to se mi zdi, so stvari, ki niso dovolj pripoznane v knjigi, da bi v bistvu ta izkušnja bila celovita z vidika vsega, kar jo tvori. Mislim, da gre zelo po liniji spola in nam ponudi v bistvu to eno karikaturo, ene zelo specifične izkušnje. Ampak mislim, da vseeno rabimo tudi upovedano točno to izkušnjo, zato ker se nam nekaj izkristalizira skozi njo. Ker nastane ta karikatura, pač izkristalizira se nam en majhen drobec. Zdaj, a je na njej, da bi pač ponudila več, ne vem. To bi potem malo šlo v območje neke pač skrajne neiskrenosti, ne? Zakaj bi ona naslavljala neko tako izkušnjo, če pa ni njena, ne vem. Saj ona upove izkušnjo svojega razreda, ne? To ne moramo zanikati že z nastrevanjem tiste vse hrane, ki jo ima rada, ne? S pistacijami, ne vem, ne morem se spomniti na pamet, skratka, celi seznam, ne? Nekih raznih kozjih sirov, ki povedo dosti, ne? O njenem življenjskem slogu, ki je pa popolnoma legitimen. Jaz ne vem, zakaj bi mogla ali pripovedovalka ali pač likinja, no, naslavljati neka območja, ki pa jih morda sploh ne pozna. No. Ne, mislim, da tukaj ni bilo toliko, da bi naslavljala ta območja, ampak da to, kot smo rekli, ne, da v bistvu do tega vprašanja sem sploh ga zastavil, ker si se ga v bistvu tudi ga nakazala v svoji kritiki, ker imaš neke te momente, ne, se pravi, in ta hrana, ki si jo omenila, in lepotne operacije in pač neke dizajnerske zadeve in tako naprej, za katere pač ti je itak jasno, ok, to zahteva pač nek denar oziroma pač nek kapital in v bistvu tukaj zdaj samo to vprašanje te
odsotnosti tega iz neke te širše slike, ne, te osebe, ki jo pač mi tukaj spoznavamo. Ne. Hočem reči, te stvari so mogoče tako malo so samoumevne, ne, pa je tukaj. Ja, mislim, meni se zdi, da se ona res namensko odmika od tega. Se na neki točki tudi reče, ljudje okoli mene čutijo to okoljsko tesnobo, ne? Jaz pa nimam nekako dovolj ne interesa, ne čustvene kapacitete v tem trenutku, da bi se s tem ukvarjala. Ne? Pač ona se ogradi od težav ostalih ljudi in se v tem svojem vrtičku, ne, ki ga tudi na neki točki dela omenja, ki je zagrajen, ne, se pravi, v njem rastejo zgolj določene rože, pač živi s temi svojimi težavami in do njih je upravičena. Ne, tudi, zakaj pa bi do nekega trpljenja bili upravičeni, to je tako butasto reči, ampak zgolj tisti, ki pa niso gmotno priskrbljeni. Ne? Ona, Ja. Veš, kaj hočem reči, ne? To se tako samo sprašujem. Ne? Ona pač trpi v tem čudovitem svetu, v katerem živi. Ne, sej jaz tako, meni je ves tako svet in problemi in vse to mi je pač tukaj popolnoma legitimno in samo sprašujem se o tem, a bi bil tukaj potreben še nek dodaten kontekst, ne, to pač se pravi. Ampak Robert, ne, če te lahko jaz zdaj vprašam eno stvar, ne? Lahko jaz zdaj vprašam eno stvar. Se tebi zdi pomembno in legitimno in kakorkoli družbeno relevantno, da upovedujemo v literaturi žensko izkustvo, ki je zamejeno in v bistvu ranjeno in zrušeno, ker mislim, da se vsi strinjamo, vse strinjamo glede tega, da je v bistvu ta karikatura, ki nastane dosti grozna. Ne? A se ti zdi legitimno in relevantno, da to podobo vidimo? Se pravi, brez razreda, brez, ne vem, narodnosti, brez tega, brez onega, to čisto izkušnjo, kaj v bistvu samo ta obremenjenost naredi. Ker seveda to, kar ti govoriš, da kompleksnejšo sliko, ne? Da kompleksnejšo sliko. Mislim, jaz osebno zagovarjam v vsem, kar počnem, intersekcijske pristope in ključno se mi zdi to, kar opozarjaš. Ne moremo osebe gledati samo skozi eno zaznamovanost, ne? Ampak ali potrebujemo literarne tekste, ki nam podajo točno to izkustvo, ki je potem slečeno vsega ostalega in ga lahko ravno zaradi tega pogledamo kot tako, kot je. Je to izkustvo pomembno? Oziroma, če ni, kaj nam to pove pravzaprav o nas, o družbi? Ja, ne, tu se mi v bistvu zdi legit pomislek. V bistvu sem se vprašal, v kakem. Zdi se mi, da se pol zgodi neka ta žanrska sprememba, ne, pač v dojemanju, če sprejmeš recimo to predpostavko, ne, se pravi v dojemanju tega, ne, in podobno, kukor gledaš horor, pa imaš neka pričakovanja in veš, da ne bojo pač tam tako liki šli v ne vem kako kompleksnost, čeprav boš pač dobil neko socialno situacijo ali v bilo katerem žanru. Ne. Ampak potem je v bistvu zdaj tukaj vprašanje, kam to umeščamo, a je tukaj zdaj še kakšna bolj specifična kategorija, kot je autofikcija. Ne? Ja, ampak recimo, če bi, naprimer, da vzameva tekst moškega avtorja, priseljenca, ki govori o svoji priseljenski izkušnji, a bi zahteval v pogovoru, oziroma a bi postala pomembna tema pogovora v podcastu, a ta oseba dovolj dobro upoveduje tudi svoje okoliščine tega, da je moški, ki zdaj vseeno živi v neki, ne vem, zahodni državi, a je pomembno, da ima močno telo, a je pomembno, da je, ne vem, vendarle recimo priseljen iz države, ki pač ni tako močno zaznamovana kot neka druga. A bi postavljali to tako pod vprašaj, ali bi bilo dovolj to, da pač upove nekdo, ki je prišel iz Balkana, recimo nekega balkanskega območja, svoje izkustvo v slovenski družbi in bi mu rekli, ok, that's legit, like, we need this story. Ampak se to množično dogaja, mislim, Goran Vojnović, se to množično dogaja, dejansko se sprašujemo o tem, na kakšen način je on privilegiran. Ali je pravzaprav, ja, seveda se. Mislim, dobro, okay, v nekem delu družbe se sprašujemo, ampak se to recimo neka širša družbena No, če bi se govorili na tem podcastu, recimo, bi se zihar spraševal. No, na tem podcastu verjetno bi se na tem podcastu spraševal, ampak kar hočem nekako povedati je to, da recimo se kulturna scena v splošnem recimo ne. In on je še vedno etabliran in v bistvu nam služi kot ta figura. Ne? In tudi v bistvu to je vedno bilo dovolj. Medtem ko pri Evi Makovic ni bilo nikoli to dovolj. In tudi jaz sem se obregnila recimo ob njeno prvo knjigo. To ni dovolj,
da v bistvu poveduje samo to, pač svojo eno zaznamovanost. Ker Goran Vojnović je konec koncev pač vseeno odraščal v solidnih razmerah v Ljubljani, ne vem, moja priseljenskost recimo nikoli ni bila sploh tema, verjetno nikoli ne bi mogla postati tema na ta način, pa sem bila tudi zaznamovana s tem, ampak pač se mi zdi, da dejansko neka oseba začne figurirati na nek način in ene zaznamovanosti se mi zdi, da se ob njih dosti manjkrat porodi ta v bistvu potreba potem, da dodamo še druge zaznamovanosti, zato da bomo rekli, da je to dovolj kompleksno. Ampak tudi pri Vojnoviću, oprosti, tudi tam se je izpostavil to, da pač on je sicer tako na nivoju izraza v bistvu postavil čist neko svojo formo in izumil čist nov jezik, ne, za pač, ne vem, neko popisovanje recimo, ne, življenja na Fužinah, ampak je tudi tam ni bilo odsotno v tem prostoru, mislim, da je vsaj Diana Matkovič pač to omenila, da je ta neka razredna dimenzija tam odsotna. Pa tudi če bi se zdaj pogovarjali, ker se mi zdi, da mi hočeš tako malo dati, če bi se pogovarjali o modelu, ne bi govorili o tem, ja, bi govorili o tem. Tako pač. Jaz mislim, da je... Ampak štekam pa, da zaradi nekega širšega kulturnega polja je pa mogoče manj samoumevno v splošnem, to pa se strinjam. Mislim, ti si zdaj izpostavil pač Diano Matkovič, ki je pač pravzaprav v zelo podobni poziciji in piše o podobnih temah. Relativno je to, mislim, to ni izpostavila v nekem zelo vidnem mediju, ampak jaz govorim o neki splošni recepciji. Kaj pomeni biti Goran Vojnović v slovenski literarni krajini in kaj pomeni biti Eva Mahkovič v slovenski literarni krajini. O tem govorim. Mislim, da nikoli te dve poziciji ne bi mogli postati nikakor primerljivi na nobenem nivoju. Drugač Toksik se uprizarja v SNG Maribor. Pa... Se vem, da se uprizarja v SNG Maribor, ampak se mi zdi, da ima zelo to famo v bistvu nečesa, kar je pop in nečesa, kar je v bistvu... Eva Mahkovič nikoli ne bo velika slovenska pisateljica, ki jo bo treba predstaviti na Frankfurtu. Ne verjamem. Mislim, tako, jaz po fami bi skoraj rekel, da je že. Pa koliko se, ne vem, koliko recimo pač recepcije, pa odziva, pa poznanosti, pa tudi naklade konc koncev ima ta knjiga. No? Za Frankfurt, ok, to je pač neka špekulacija, ampak mislim, da je tako Toksik po dolgem času neka knjiga, za katero ali pa to sam nek kulturniški babel, ne vem. Ampak ni, mislim, da tudi Kobis bi ti pritrdil, je zelo izposojena in jo težko jo dobiš. No. Tudi na Ptuju, če vam to kaj pove. Ne vem, zdaj samo tako vprašam, se pravi, je ta pozicija, ki ne reflektira tega razreda, je to taka v slečeni formi, kot jo gledamo, je to legitimno? To mi pa vidve povejte, vidve sta kritičarki. Ampak dobro, ti si kritik. Ne? In jaz sem ti postavljala pravzaprav točno to vprašanje in zdaj bi glede na to, da ti obe gosti isto, mislim, ali ne. Ja, okay, no, mislim... Je legitimno ali ni? Jaz mislim, da je. Meni je v tej formi, kot je, nepretenciozno, čeprav je ful pretenciozno. Veš, kaj hočem reči, ne? Tako paradoksalno. Všeč mi je, da nekako zavrača to. Evo, Anja, ti kaj misliš? Ja, želim še vedno slišati to od Roberta, naprej, ker sem jaz postavila to vprašanje, pa se mi zdaj se lepo izognil. A ne, pa jaz se mi zdi, da že s tem, ko sem to vprašanje postavil, to dojemam pač kot nek manko v tej knjigi. Pa se tudi ti, in se strinjam pač s tem, da mogoče neka ta intersekcijska slika, pa to sploh ne govorim nujno, da bi to zdaj moglo biti ne vem kako kritično, bla, 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 ampak tako, kukor ima recimo, ona ima v tej knjigi ful nekih seznamov in tako naprej in tukaj to bi lahko dobil ful neko zares sliko, ne, širšo, socialno, ne, tukaj. No, jaz bom tako odgovorila. Jaz mislim, da bi to lahko bilo v nekem kontekstu dobrodošlo za knjigo. Absolutno. Ampak ali je ta pozicija pomembna, relevantna in legitimna taka, kot je? Ja, absolutno. In se strinjam, pač, kar je rekla kolegica, da pač je ok, tako kot je. In s tem, kar sem te prej, kar je zanimalo mogoče kot neka provokacija, hodila sem reči, provociri. Ne, zdelo se mi je dejansko, ja, no, se provociram že dosti dolgo, zdaj sem že tako malo, se mi ne da več. Ampak, I'm too old for that shit. No, ja. Ampak, pač, ne, dejansko pač mislim, da pač da se prej pojavi pri tej
temi in pri tem izkustvu to vprašanje legitimnosti, kot se bi pri drugih. No? In to sem hotela prej reči. No? To nisem, mislim, ne, seveda vem, da recimo, mislim, sem jaz se izrazila negativno glede, ne vem, predstav postavljenih po Vojnoviću. Ne, by the way, ki si rekel, Toksik se postavlja v Mariboru, ja mislim, ok, a veš, koliko je postavitev bilo, pa filmov, pa ne kaj po Vojnoviću, ok, ampak realno, jaz sem tudi podajala kritike na njegova dela, ne, ampak... Tudi jaz. Seveda, ampak se mi zdi, da ni to mogoče toliko mainstream in če se pač odmaknemo od nekega malega alternativnega kritiškega babla, mislim, da dobimo vseeno to situacijo, kjer bo večkrat postavljena pod vprašaj legitimnost upovedovanja te izkušnje, kot pa legitimnost upovedovanja izkušnje, ki je zgolj izkušnja nekega priseljenca, nothing else. Imeli smo par let nazaj recimo knjigo, ki je potem, mislim, da ostala pač, da je bila samo ta knjiga, no, Dvoživke je bil naslov. Od Kneževića. Ja, tako. No, in tam recimo se mi zdi, da je šlo zelo za vprašanje v bistvu razreda in priseljenstva in jaz nisem zasledila, no pa lahko, da sem pač pozabila, da je nekaj časa nazaj, ampak nisem zasledila recimo neke želje ali pa zahtevka po tem, da se še kaj drugega recimo da zraven, pa se še bolj reflektira, pa še kako drugo pozicijo, pa kako drugo temo, pa kako drugo intersekcijo in tako no. Ne, sej je drugače v tej knjigi je Andrej Tomažin za literaturo napisal kar kritiko glede tega, kako se te stvari ubeseduje no, v tej knjigi, to se spomnim. Glede dvoživk. Ja, glede dvoživk, nažalost se ne spomnim, ker je že toliko časa od te kritike. Sem pa vmes pomislil glede Toksika, mogoče, da jaz sam to izpostavljam, ker je vsem pač glede te knjige pač toliko hajpa oziroma pač je toliko vse prisotna in si mogoče pač potem ja, bolj pač preuprašimo pač tako stvar, ki drži ta hype. Mogoče bi bila tudi moja pozicija drugačna, če ta knjiga ne bi imela hype. To se zdaj. Ok, sem jaz bi tle izpostavila tudi to, da to knjigo je izdala Beletrina, jo je lansirala pač na podlagi tega, da je Eva Makovič sicer nekako v javnosti vidna oseba, pač odločili so se, da je to lahko dobro prodajano, verjetno na podlagi prejšnje knjige. Jaz mislim, da ne gre samo zgolj za vsebino te knjige kot take, no. Mislim, pri tem, kakšen je zdaj pač hype okrog nje, no. Ne. Ampak drugače sem, ko si omenil Tomažina, pa se mi zdi, pač vse ravno to je, pač mi se tako, 6 ljudi se nas pogovarja že 10 let o enih nekih obskurnih pogledih na neke stvari, ki jih pač noben drug ne doživlja tako in pač ni to neka realna, kako ne rečem, pozicija, niti širše kulturne sfere, niti kaj šele pač počakaj, ko bo imel podcast 1000 ogledov. Šurja. 1000 ogledov, okay. Že to, veš, ko rečeš 1000 ogledov, ni tako zveni, wow, amazing, a veš, tako, like, zgolj na YouTube. Sure. Ja, ok, v bistvu to je bil zdaj kar hudo gravitacijsko polje, ampak bi zdaj, ko v bistvu nismo nič govorili, pa se mi zdi tudi tako, to pomembna stvar te knjige, pa tudi ti v bistvu, Klara, v svoji kritiki izpostaviš pač kot neko formo, ne, zares, ki je tukaj tudi vredna razmisleka, ne samo pač neka ta družbena pozicionirana, pa zaradi katere pač ima knjiga pač neko vrednost, ne, se pravi, in to neko sestavljanje seznamov in tako naprej. Ne. V bistvu na ta vidik bi mogoče šel, ne, še neke te formalne inovativnosti, pa mogoče tudi neki kriteriji, ki jih to prenese sabo. No. Ja, mislim, jaz zdaj vedno bolj, ko razmišljam o tej knjigi spet, no pa da sem še enkrat šla brati, ne, za voljo podcasta, ne, jaz ni vedno bolj naklonjena. In ti seznami, no, so tista res, rečemo, inovativna forma, no, se je bila že tudi videna, ne, ampak v tem, mogoče bom rekla banalno, kao da v barvanem smislu, ne, se pravi naštevanje hrane, naštevanje zvezdnic, naštevanje tega in onega. Meni je v tem seznamu, recimo, ta seznam s hranom je najbolj ostal. Zakaj? Zato, ker se v njem prepletajo na eni strani neka fokača, recimo z pistacijami in ne vem kakšen kozji sir, hkrati pa recimo neka čisto preprosta orehova rezina, pa nutella na žlico iz samega kozarca, ne, in tako naprej. Se mi zdi, da, to zdaj se spet nazaj navezujem, ne, tu nekako ta
protagonistka ali pa rečemo pripovedovalka priznava ta svoj spoj privilegiranega s tem množičnim, kar pa ji je pač pogodo. Ne? Kaj si me vprašal, inovativne forme? Ne? Viš, jaz kar nekam grem, oprosti. Ne, kar pejt. Gremo mi po svoje. Ja, res gremo po svoje. No, skratka, ogromno je tega, mogoče res ti si rekla wikipedijskega, ne? Tudi naštevanja, fragmentiranosti. In tu pa se mi zdi, da je zanimiv ta fenomen, recimo hypa, o katerem smo govorili. Zakaj? Zato, ker jaz ne bi nikoli pričakovala, da bo delo, ki je tako zelo naracijsko fragmentirano, sestavljeno iz res nekega množice, nekih seznamov, doseglo nek širši nabor bralcev. Meni že sama forma govori, da pač to ne mora biti konzumirano v širšem krogu, ampak očitno sem se zmotila, no, kar se tega tiče. Jaz sicer res mislim, da je to precej posledica tega, da je to pač ta stroj beletrine zadaj, no, pa nekega njenega splošnega udejstvovanja v kulturni sferi že zelo dolgo, pa na socialnih omrežjih, da mislim, da je to nekako bolj posledica tega kot same forme knjige, ki je tudi mene precej presenetila. Kar je meni bilo z tega vidika zanimivo, pa to sem na začetku malo omenjala že, no, mi je zanimivo v bistvu, tudi to, kar je res intimno, ne, autofikcijsko, res tisto, ne, ko probaš, ko se mi zdi, da ne poskuša toliko performirati. Dejansko se mi zdi, da so dobri te deli, kjer v bistvu autofikcijo prestavi iz tega, da pripoveduje, kaj se je zgodilo, ne, ker se mi zdi, da autofikcija pogosto je pač v bistvu zgodilo se mi je to in počutila sem se tako in tako, ali pa počutil sem se tako in tako ob tem, ne. Ali pa je potem neko naše, takoj pride zraven v autofikciji, recimo, just disclaimer, pač I don't like it, like, autofikcija meni ni blizu kot način povedovanja samostojno, mi je blizu tudi kot pisateljci, šele ko pač jo dam v nekaj drugega, še rabim neke druge elemente, ne? Ampak kar mi je dobro pač tu, ne? Ona v bistvu gre stran od tega, kaj se je njej zgodilo, pa kako se je ona ob tem počutila, ampak v bistvu najde neke čudaške metafore in gre v neke čudne pokrajine svoje notranje in tam se nekaj dogaja in ona se potem, ne vem, tisti del je meni, ko opisuje o tej, kak je tam mimoza neka, ne? Ko je ta neka žival, ne, neka kumara. Pink see-through fantazija. Aha, to, ja. Neka iz morskih globočin, ki se v roza barvi, ja. Ja, no to recimo tam, kjer ona v bistvu vzame to neko čisto nepričakovano bitje in s tem v bistvu upoveduje neko svojo notranjo izkustvo. To je meni super. Zato, ker metaforizacija živali, sorry. Mislim, ja, ok, to je res, ampak se mi zdi, da naredi to na en taki način, da nisem dobila toliko občutka, da je metaforizacija, ampak da v bistvu gre za to iskanje v bistvu stika podobnosti v nekem izkustvu, da ona v bistvu poda svoje izkustvo, ampak obenem da prostor, ne, viš, to so taki mali prostori, se mi zdi, kjer ta knjiga vseeno vključi še neke druge bivanjske izkušnje, ker se mi zdi, da v bistvu veliko pove o tem bitju, kako to bitje živi, kako to bitje funkcionira, kako v bistvu, kakšen je njegov neki ustroj in to. Mislim, da si ga poskuša zamišljati nekako kot neko realno bitje, da jo dejansko to bitje fascinira in potem v bistvu najde to neko skupno točko, ker metaforizacija v bistvu bi bila bolj v smislu, počutila sem se, ne vem, svobodno kot ptica, ne? Brez da se bi v bistvu vprašala o tem izkustvu. Ona pa se mi zdi, da tu gre v to, ne? In se mi zdi, da dejansko to zanimivo, no? Ampak z vidika pač neke forme se mi pa zdi nekako, da naredi nekaj s to formo, s tem, ko poskuša svoje izkustvo povedati na drugačen način, ker se mi zdi, da ta govor pač samo zgodilo se mi je to in tak sem se počutil, ne vem, če nam tako veliko pove o neki visceralnosti človeka, zares. Meni se zdi, da v bistvu to, da nam da občutek globine, ampak samo zaradi tega, ker se lahko pokonektamo s tem, ker tudi če nismo imeli iste situacije, smo bili kdaj žalostni, whatever the fuck that means. In pač, ne, ampak če si kdaj bil na psihoterapiji, veš, da te vprašajo, ne,
Ja, kako pa se občuti ta žalost, kje pa se občuti, kakšne oblike pa je, kaj pa govori ta žalost. In se mi zdi, da pač potem to postane nekaj ful bolj kompleksnega. In pri njej se mi zdi, da pač pride to naprej, da pač imate neke svoje imaginarne podobe pač o sebi in pač poskuša ubesediti to, kar se ji dogaja, na način, da nam več specifičnosti poda. To mi je recimo ena taka stvar. Pa tudi to, da ima te pač recimo avtobiografije nekih žensk in da pač popolnoma druge poudarke, kot jih navadno beremo. Recimo, to mi je fajn postopek. Recimo. Zdi se mi, da velikokrat vzame nek pričakovan žanr, pa že to mi je dobro, da vzame veliko nekih žanrov oziroma nekih form, pol pa naredi nekaj nepričakovanega z njimi. No. Ja, mislim, da je to, ko si omenila to pink see-through zadevo iz globočin. Po mojem je to res en izmed pikov tega dela. Zakaj? Zato, ker pa jaz se ful na to hrano ves čas navezujem. Ne vem, zato, ker se mi zdi, da se ogromno s tem ukvarja. Na eni strani, to smo govorili, odnos do telesa, na drugi strani konzumacija te hrane, pa nenehno razmišljanje o tem, pa povezanost hrane in prehranjevalnih navad z časom, ki je na njo močno vplival, se pravi zgodnja 2000, ne? To se vse tako lepo nekako združi v tej živali, katere prebavni trakt je popolnoma viden navzven in to je njen edini hobi v bistvu. Ne? Ona zapiše, se pravi, edino delo in hobi, da se prehranjuje. Ne? In se mi zdi, da v kulturi, ne, v kateri, torej v popkulturi, v kateri je rasla, naj gre pač za pripovedovalko, likinjo Evo Mahkovic, kakorkoli, je to izjemno pomemben moment. Tako da ta, ne vem, ne bomo zarekli metafora, no, ampak neka prispodoba, ki jo nosi s seboj ta žival, je kar genialna, no, v tem romanu. Mi je všeč. Ja, ker jaz bi tukaj pač glede na to, da si ti, ko smo prej govorili ko smo omenili te sezname in posledično pač tudi tako neko to nabiranje smeti, ker ti si vsem v nekem momentu, Klara, tudi izpostavila, da je mogoče v kritiki, ne, da je mogoče tega tako preveč, da ostajajo mogoče ta smeti ali naštevanja samo, kot, če sem te prav razumel, kot da ni neke sinteze, pač zdaj ne vem, če ti... Ja, jaz sem si želela mogoče tak sintetični moment, to ni prava beseda. Se pravi, nek moment, sintetični, zagotovo ne. No. Smo že na območju materialov. Vmes, ki bi nekako pač poskušal reflektirati to, ne? Ampak zdaj pa ponovno dvomim o tem, glede na to, temo, ki smo jo pa prej obdelali, ne, do kakšne mere reflektirati v bistvu njene ali pa lastno pozicijo znotraj tega romana, ker če ne rabi reflektirati svoje razredne pozicije, potem še verjetno bolj ne rabi reflektirati vse tiste hrane, ki jo našteva, veš, kaj hočem reči, ne? Mislim, veš, zdaj sama sebi kontriram, ne? Ampak vse to je, se mi zdi, je pa fajn v tem romanu narejeno, da ga ne bereš ga dvakrat enako, ne? Oprosti, zdaj sem morda razočarajoča, zato ker sem prišla sem, se pravi, z neko jasno izdelano pozicijo nekoga, ki je odločen in prepričan, da bi med seznamskimi deli mogle biti refleksije, pa zdaj pa več nisem prepričana, evo. Jaz sem fascinirana, kako konstantno obe osebi tu zdaj sodelujoči govorita o tej knjigi kot o romanu, meni to sploh ni roman. Za začetek, recimo, ker se mi zdi, da že popolnoma, pač, mislim, je lahko roman, ampak roman v tem smislu zelo pravovernem, ne? Roman je vse, kar nima forme, ne? Pač v bistvu daljše besedilo, ki nima forme. Meni je pa osebno, recimo, to, jaz sploh ne pogrešam te sinteze, ampak ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da so naša življenja sestavljena iz fragmentov in da tega v bistvu sploh se ne zavedamo, zaradi tega, ker živimo v tej iluziji, te linearnosti, tega, da se nam je zgodilo nekaj v preteklosti, se dogaja nekaj v sedanjosti, se bo dogajalo v prihodnosti in to, ampak mi imamo realno, če gremo zdaj pogledati za nazaj, pač smo zelo fragmentirana bitja, imamo določene spomine, ogromno stvari pozabimo, neke stvari nam izstopajo, nekaj je naredilo na nas neki vpliv, nekaj ni naredilo dobenega vpliva, nekaj se zavedamo, nekaj se ne zavedamo, mislim, večine stvari se verjetno ne zavedamo, mislim, verjetno vse rabimo delati več na samorefleksiji in
pač mi je to tak nekako odraz tega. Pač seveda ni povezano, ker pač naše izkustvo ni povezano. Ker če greš upovedovati nekaj, pa daš ven lepo linearno zgodbo, kako se je nekaj zgodilo, je ravno to ta performance v literaturi, o katerem smo pregovorili. Mislim, če smem Smeš. reflektirati samo formu današnjega podcasta, mene kar malo spominja na to zadevo. Malo je tak, malo tu nekaj preleti, šuk. Mislim, Ne moram omaž verjeti, da temu smo delu. se s formo podcasta poklonili knjigi. A si še hodila kaj reči? Ne, to je bilo. Evo, vidiš, kar preleti. No, ja, v bistvu tukaj ne spet neko literarno kritiško vprašanje. Ne? Zdaj, če pripoznaš te neke fragmentarne forme, pa recimo tudi, če pripoznaš pač neko to strukturo seznama, ki se mi zdi, da knjiga nekako sledi in znotraj poglavij in tudi s poglavji samimi. Mogoče podobno vprašanje, kot sem ga na začetku hotel zastaviti ob temu vprašanju performiranja, pa smo pol šli naprej, pa se zdaj spet vrne k tej neki formi fragmenta, formi seznama in tako naprej. Ker se mi zdi, da je v redu. Ne? Prva točka kritike je pripoznanje recimo, pač inovativnosti te forme, pač druga točka je pa pač neko to, se pravi, vrednotenje uspešnosti izpeljane forme. Kako se zdaj tukaj orientirata glede tega, a to deluje ali ne, kak je sploh frame tega, a to deluje. No? To se mi zdi, Anja, da si ti kar fajn, mislim, zelo fajn napisala, oziroma je bilo brano v originalni formi, v kritiki, da je v bistvu na nek način ta dnevniška forma kot taka je dojeta kot nekaj dekliškega, nekaj trivialnega, nekaj tak butasto izpovednega, v tem tradicionalnem smislu, ona pa potem to vzame in razgradi. Tako da jaz se s tem strinjam in bi na to vprašanje odgovorila prav s tem. Ta dnevniški moment, bom rekla spet romana, meni funkcionira super. Potem v seznamskih delih pa se mi zadeva malo razgradi do neke točke, ko ni, da bi bila ravno neberljiva, ampak je enostavno naštevanja toliko, da ga ne zmorem čisto zaobjeti. No. Jaz bi rekla, da je pač zanimivo, ker se mislim, meni je hecno, jaz sem dobila za svoj prejšnji roman Punčica oznako, da je eksperimentalen. Ne? Ampak se mi zdi, da samo zaradi tega, ker ljudi mislijo, da sem jaz nekak eksperimentalna oseba ali nekaj. Ne vem, ker pač čisto res je eksperimentalen roman in any fucking way, pač najbolj možno klasičen roman je. Meni pa se zdi to, da je Toxic pač absolutno pač neka eksperimentalna forma in da pač ona se tu poda na nekaj, pač tak res poskuša, se mi zdi, razgraditi, sestaviti, skupaj dati. A to deluje kot celota? Ne vem. Mislim, da je pač, da se zelo vidi ta eksperimentalnost, v bistvu igranja s formo, ker jaz kot eksperiment v literaturi razumem kot nekaj, kjer ti v bistvu greš nekaj raziskovati, nekaj probavati, nekaj s formo početi nekaj novega pač, ne? In se mi zdi, da pač ona uporabi zelo veliko enih, uporabi dnevniško formo, uporabi pisemsko formo, uporabi neke wikipedijske odstavke, uporabi sezname, svašta. Ene stvari funkcionirajo dosti boljše in se mi zdi, da so se dosti bolj posrečile kot druge. Pač recimo, ne vem, ta končni seznam, recimo na koncu knjige, meni so ene te stvari zelo ostale, ene so še čisto mimo mene. Recimo, ne vem, te biografije žensk, naprimer, so mi bile konkretno, idejno so mi bile fajn, oblikovno mi v knjigi recimo niso mogoče se tako lepo povezale, se mi ni zdelo, da to tako prepričljivo izpade. Ampak bi res rekla, da je pač preprosto, da je eksperiment, ki ne verjamem, da ga je pač možno čisto v tej obliki spet ponoviti, bi pa rekla tudi, da bi me zanimalo, kam bi ona to razvijala, če bi razvijala to zadevo dalje. Tudi se mi zdi, da kot pisateljica lahko razumem to, da v bistvu poskušaš iti v nekaj in nekako med tem, ko pišeš, nekako raziskuješ, pa probaš dati stvari skupaj, pa pač ene stvari funkcionirajo, ene pa ne, ampak to se mi zdi, da je nekako narava eksperimenta, zaradi tega, ker ni pač
To se mi zdi, da je prva inkarnacija eksperimenta, da to zdaj še ni nekako ponovljivo, da še ni razvila, ampak da je to pač preprosto nek eksperiment. Da, zdaj kot celota mislim, da je prostor, da bi se recimo, da bi raziskovala formo, če je možno to, zato se nekaj, da sem zadržana glede tega, če je to roman, zdi se mi, da je veliko prostora razmisliti o tej formi. Če to, mislim, ko rečeš, ne, da ne dojemaš, pa dobro, v redu, ne, si v bistvu se na nek način si odgovorila, zdaj, ko si govorila o eksperimentalni formi, pač ne toliko romanu, pa me samo, mislim, ko rečeš roman, pa ko rečeš fikcija, se mi zdi, da si vzpostaviš pač neko polje, kjer so pač neki kriteriji, kukarkoli, ne, pa ne vem, zdaj mogoče bo to vrnitev istega vprašanja, ne. Kako se potem zdaj tukaj, mislim, v kak, a pospraviš pol to v nek, oziroma probaš dati to v nek okvir, oziroma poiskati nek drug okvir, pa potem na podlagi tega vzpostavljati kriterije, ali v bistvu pač ta tekst bereš in se to dogaja sproti, ne. V bistvu in postavljanje okvira in pol posledično vrednotenje uspešnosti ali kakorkoli. Ja, jaz osebno eksperimentalen tekst doživljam dosti bolj na ta način, I'm with it for a ride, in pač potem vidim, šele potem se lahko glede tega opredelim, ker to mi je zdaj tak, a veš, ti mi daš nekaj neznanega in mi rečeš, zdaj se opredeli do tega, ne morem se opredeliti, dokler tega ne spoznam, moram nekako občutiti to zadevo, biti v interakciji z njo in potem ti lahko rečem, kaj si o tem mislim, kam bi to umestila, me to na nekaj spominja ali ne. Tako da pač pri neki taki eksperimentalni formi jaz to za nazaj nekako potem razmišljam. Ampak me to ne moti kot bralko, mislim, ker se načeloma kot bralka ne obremenjujem, kaj do sistem, v kjero zvrst nekaj sodi. Mislim, ne postavim si tega horizonta, pa se pol omejim s tem, ker se mi zdi to brezpredmetno. No. Mislim, zdi se mi škoda za knjige, no. Ne delam tega, načeloma ne delam tega sploh. Ja, jaz se bi kar s tem strinjala, moram reči, roman v bistvu je neka oznaka, ki jo uporabljamo, se mi zdi že tako kar vse poprek. Pač v tem pogovoru pa pride prav zato, ker je zaradi te zelo fragmentirane forme morda mestoma težko neko enotno oznako mu dati, no, zato jaz uporabljam to oznako. Ne, sprašujem zato, ker smo imeli glih zadnjič pogovor na to temo, ker je glih ta neka opredelitev zvrsti, pa opredelitev do fikcije, ne fikcije, zelo pogojevalo tudi načine vrednotenja. No, zato sem to vprašal. Mislim, jaz bi mogoče rada rekla samo to, da se mi, mislim, jaz dosti bolj gledam to knjigo kot zanimiv eksperiment na sceni, kot toliko, da bi se mi zdel nek vrhunski masterpiece, no. Mogoče je prišlo naprej, ker sem zelo veliki izpostavila neke pozitivne stvari, ko se mi to zdi neki vrhunski masterpiece, nepresežen something, ampak sploh ne, v bistvu mi je samo tako zanimiva knjiga in v bistvu, kar jaz zdaj ugotavljam, pač po teh nekih, ne vem, 10-12 letih aktivnega spremljanja slovenske literarne krajine, mi je pač to, kaj mi je sploh zanimiva knjiga, ker to mi je nekako postalo kriterij. To je zanimivo, ker drugače je veliko knjig, ki pač ne pridejo do tega zanimivo označevalca in ta knjiga se mi je zdela tako, o tej knjigi pa tako, ne vem točno, kaj si naj mislim, to je zanimivo, ne, to pa bilo tako, a veš tako, to, da se lahko nekaj pogovarjaš o tej knjigi, no, ker veliko knjig pač, vsaj meni osebno ne ponuja več tega prostora, ker mi ne da nekaj novega, no, ali kako naj temu rečem, no. Teda pač jaz predvsem vidim to knjigo kot dobrodošel in zanimiv tekst v našem prostoru. Ne pa ravno, no, kot nujno nek masterpiece. Vidim, da je absolutno nekaj, kar se mi zdi, da je pač nekaj za razvijati, no. Neka forma za razvijati, neki v bistvu način upovedovanja za razvijati. Mislim, Sogonom je sicer zelo dobro v nekaterih delih, sploh teh, ki sem jih prej omenjala, teh nekih intimnih in to. Ampak tako, no. To sem hotela še nekako eksplicirati, da mi je bolj zanimiva knjiga kot pa...
Ja, je mnogo nekih vstopnih točk, skozi katere bi se v knjigi še dalo razpravljati. Ne? Predvsem, to smo se mnogokrat danes dotaknili, nek odnos med pripovedovalko pa avtorico. To je po mojem nekaj, kar bi se dalo v kakšni diplomski obdelati, ne? Na filofaksu. Potem nezanesljiva pripovedovalka, ne? S tem sem se jaz veliko ukvarjala. Tako da mislim, da nam že vse te odprte točke, ki še vedno ostajajo pač po neki uri pa pol, ne, in ki se jih ne bi dalo zapreti kar na hitro, povejo, da vseeno, ne glede na to, zdaj, če se čutiš povezan s to knjigo ali pa ne, gre za neko delo, ki je kompleksno, ki se ga da interpretirati na pač mnogo različnih načinov in ki kot tako ni trivialno, lahko pa, in to je čisto ok, pritegne tudi, pa to bo zdaj morda žaljivo, ampak neko trivialno publiko, ki pa v njem išče neke druge poudarke, kot recimo nek zelo specializiran bralec. Tako da je odprto enim in drugim. Jaz bi rekla tako, da v bistvu socialna omrežja nam v bistvu ponujajo vse večinoma neke snipete uvidov v življenju drugih ljudi. To je zelo fragmentarna forma. Jaz sem recimo pač dolgo časa, ne vem, na svojem profilu objavljala izključno čisto neosebne zadeve, potem se mi je nakopičilo nekaj dosti traumatičnih stvari lansko leto, pa sem začela objavljati neke ful bolj osebne zadeve, ampak sem videla, da ne glede na to, kaj objavljam, je res tako zelo fragmentarno in sem videla, da se tudi ljudje v bistvu odzovejo na točno to, kar dobijo in sem se zelo zavedala, kako to ni celotno moje izkustvo, ker je pač samo to, kar sem podelila. Ne? In se mi zdi, da skoraj obratno vidim, da v bistvu te romani, pač, ki so autofikcijski, v bistvu in njihova priljubljenost, pa bi se tu še, recimo, ne vem, vsaj na Dijano Matkovič, pa zakaj ne pišem, sklicala, ker se mi zdi, da recimo to bila najbolj prodajana knjiga ne vem, v zadnjih par letih, zelo boom glede tega, ne? Ravno zaradi tega autofikcijskega momenta. Mislim, da je ravno obratni proces, da mi dobivamo toliko fragmentov od drugih ljudi, da si v bistvu ne znamo pač predstavljati več, kako izgledajo življenja teh ljudi in pač kot neka celota in mislim, da hrepenimo dejansko po teh zgodbah, da nam nekdo poda to zgodbo, ki nam je dala Dijana Matkovič o odraščanju Dijane Matkovič, ki se potem razvije in tak, ne. In tudi v bistvu se mi zdi, da to iščemo, da v resnici iščemo to, da nam nekdo poda več tega, pač celo zgodbo, ki si jo lahko ustvarimo. Ker si po mojem bolj zlahko predstavljamo, da potem gre za neko resnično osebo. Zato pa tudi mislim, da imamo neki problem s tem, a je to resnično, a to ni resnično, a to zdaj performira, a ne performira. Ker mislim, da hrepenimo po tej resničnosti, te izkustva nekoga drugega, ki pač pride do nas v neki avtentičnosti, ampak tudi v neki celovitosti, ker tisto, kar pač dobimo, ne vem, na socialnih omrežjih, pač se zavedamo, da gre skozi full filtrov in da je razdrobljeno, ne. In jaz mislim, da pač to mogoče kaže porast zanimanja za autofikcijo. Tu se mi zdi, da pač Eva Makovič pač pade mimo, ker ne poda tega, da poda čist nekaj drugega, poda ravno to, kar velikokrat dobimo res na socialnih omrežjih, ampak nasploh pa mislim, da v bistvu ta žanr odraža v bistvu mogoče enega od odvodov v bistvu življenja z socialnimi omrežji, ki pač je lahko tudi neka osamljenost in mislim, da pač zato tudi mogoče nas zanima in fascinirajo zgodbe, ki so bolj preproste pač in bolj direktno posredovane in pač čustveni svet teh ljudi, da nam je to stopen in tak v tem smislu nekaj. Ja, v bistvu mogoče lahko na tej točki tudi rečemo hvala lepa za lep in dinamičen pogovor. Tako da najlepša hvala Ani Radaljac in Klari Širovnik, da sta prišli in smo se pogovarjali o Toxic. Hvala Robertu za povabilo in za prijeten pogovor. Ni bilo pretirano Toxic. No, hvala pa seveda tudi Mateju, ki je danes tehniciral in Sašotu, ki je organiziral, čeprav malo si zamudil, ne. In hvala seveda tudi Vodnikovi domačiji, da nas prijazno gosti, to smo se pogovarjali tukaj v Vodnikovi domačiji.
Hvala najbrž tudi Društvu slovenskih literarnih kritikov in upam, da ste uživali, se naučili kaj novega in se slišimo ob naslednjem podcastu. Lepo se imejte in nasvidenje. Nekako se mi zdi, da za vsako ustvarjanje, za vsako ustvarjalno gesto moraš biti venti popukano iskren do samega sebe. Moraš iti do konca. Absolutno. To je tudi v bistvu izhodišče kritike. Ne? Se kritika mora biti, če je poštena, prvo kritika sama do sebe. Se pravi, kritika mora biti hkrati tudi ena analiza in vizija. 3 proti 1. Kritiški podcast.